Ni nas malo takšnih, ki radi izkoristimo vsako priliko, da bi šli v naravo. Samo da smo na čistem zraku obdani z brezskrbnim žvrgolenjem ptic in ostalih živali, lazanjem žuželk po travniških cvetlicah, kamni, ki se nastavljajo žgočemu soncu, ali deževnimi lužami, ki sramežljivo usihajo. Če tudi živimo v še tako lepem in udobnem domu, ne obstaja nadomestilo za tako neopisljivo harmonijo, lepoto in zdravilnost, kot nam jo ponuja moč narave. Hoja po gorah je romantični način življenja, ki pomeni iskanje lepote. Po tleh hodiš z očmi in ne z nogami. In ker si sam svoj gospod, uživaš prostost, kakršne se človek lahko samo veseli. Planinci ne sodimo k tistim, ki šele med knjigami na njihovo pobudo začnemo premišljevati. Navajeni smo misliti na prostem, ko hodimo, skačemo, plezamo, plešemo, še najrajši po samotnih gorah, kjer celo poti postanejo zamišljene. Knjiga narave nam daje čutiti dihanje živega zraka na prostem, vetra visokogorja in ledenih sap višavja, ki izmozgajo telo. Ta knjiga diha in ni nabita z mrtvo učenostjo kot tista iz papirja, ki je pogosto sama sebi namen. Zdi se, da se, ko se vzpnemo nad navadno bivališče, znebimo običajnih občutkov. To je najvišja svoboda popolne nenavezanosti, ravnodušnost do preteklosti in prihodnosti in zgolj večna sedanjost sovpadanja. Čim bolj se bližamo nežnim gorskim krajem, ter bliže je naša duša svoji prvotni čistosti. To čarobno potovanje skozi svetlobo in lepoto gorskega kraljestva nam celi mnoge človeške rane ter odvzema naši duši marsikatero skrb. Daje ji čistost, moč in svobodo, da postane v gorah vsa radost našega bivanja. V zrnu peska videti cel svet in nebo v cvetlici na poljani, imeti večni čas v hipu ujet in neskončnost držati v dlani. Gore so nemi mojstri, ki nas delajo svoje učence molčeče, a ne brezčutne, resne, a ne melanholične, zadovoljne, da bivamo in mislimo, naše vse preveč žive želje pa potajijo na dno srca, da nam postane pri duši lahko in sladko, kot bi bila večna pomlad. Takrat se v višinah visokogorja spomnimo nekdanjih znamen svoje vpletenosti v nizkotni pekel imena, starosti, poklica, kariere in vse to se nam zazdi smešno, nepomembno in neznatno, kakor privid. Ljudje se rodimo svobodni, po naravi dobri, a smo povsod in vedno vkovani v verige civilizacije, ki brez stika z naravo vse hitreje pozablja, da sadovi narave pripadajo vsem, zemlja sama pa nikomur. Med štirimi stenami naših običajnih bivališč in službenih okolij se naše nedolžno samoljubje pretvarja v egoizem, ki razpira vrata pregreham predsodkov, samoljubja, zavisti, pohlepa, sovraštva, nadutosti, nečimrnosti in zlorabe naših moči. A zgolj s strastmi lahko premagamo njihovo lastno nasilje in ena takih je ljubezen do gora, ki vztrajno obvladuje številne planinčeve strasti, da ta slednjič posluša in uboga le še eno samo – strast vrline. Spoštovani, prelep planinski pozdrav vsem, ki ste se na ta torkov večer zbrali, da skupaj slovesno, dostojno in v duhu planinskega tovarištva proslavimo svečani jubilej 70. obletnico ustanovitve in uspešnega delovanja Planinskega društva Nova Gorica. Izklopimo svoje prepametne telefone, ki znajo nam planincem ob torkovih večerih prav veselo žvrgolet, ko si po ponedeljkovem prežvekovanju planinskih vtisov, ki smo jih doživeli čez vikend, ob torkih že telefonarimo s svojimi planinskimi pajdaši in načrtujemo nove ture za naslednji vikend. Ob sredah že pozorno spremljamo dolgoročne vremenske napovedi, da se ob četrtkih dokončno odločimo za pravo smer, tako da o petku niti ne govorimo, ko smo v napetem pričakovanju planinskega vikenda v službi popolnoma brez koristi. Prav poseben planinski pozdrav pa naj velja današnjim slavljencem, vsem članom Planinskega društva Nova Gorica, častnim članom društva, ter vsem njihovim prijateljskim društvom in še posebej njihovim gostom.
To je predsedniku Planinske zveze Slovenije, gospodu Jožetu Rovanu, županu mestne občine Nova Gorica, gospodu doktorju Klemnu Miklaviču, podžupanu Simonu Rosiču ter predsedniku Športne zveze Nova Gorica, gospodu Miranu Milnerju. O zgodnjih začetkih planinstva na Goriškem in Posočju danes lahko le ugibamo. Prebivalce Goriških gor in predalpskega ter alpskega sveta je od nekdaj gnalo v hribe. Tja so jih vodili gospodarski razlogi paše, košnje in sečnje, največkrat pa želja po osvajanju neznanega ter navduševanje nad lepotami gorskega sveta. Tolminec je že od nekdaj lazil po svojih gorah, goriški okoličani in vipavci po vrheh Trnovskega gozda in Nanosa, božje potniki pa so romali na Sveto goro, Višarje in še kam. V pridigi pred skoraj 200 leti podnanoški župnik Matija Vrtovec takole presoja, zakaj hodijo ljudje radi v hribe in visoke gore. Kakor otroka že mika splaziti se na bližnjo goro domačije, vleče tudi umnega neizrekljiva moč gor na visoko. Truden velicih domačih skrbi, sit nejevolj in pretežkih butar išče miru in pokoja in, ker ga ne najde spodaj na svetu, beži gor na visoko goro v svojo sladko tolažbo. Goriški dijak in kasnejši zgodovinar Simon Rutar zato gotovo ni bil prvi in edini, ki je leta 1870 vzkliknil vrh Krna in drugih gora, vendar eden redkih, ki je tedaj ohranil svoj zapis o svojem planinskem izletu in v svoj dnevnik zapisal: Bil sem prvič na Kernu, zadnjič se mi je ta želja vendarle izpolnila, da si ravno sem moral le iti sam. Ko je organizirano gorohodništvo sredi 19. stoletja vzvalovilo po Evropi, je njegov val pljusnil tudi na goriška tla. Slovenska planinska miselnost je takrat v geslih narodnega prebojenja vsebovala predvsem glavni cilj slovenskega nacionalnega programa osvoboditi slovensko etnično ozemlje tujstva. Po severno-primorskih gorah so že začele rasti planinske koče. Leta 1901 Trilerjeva koča na Krnu. Leta 1907 koča na Poreznu. Kmalu pa je prva svetovna vojna prekinila živahno, narodnozavedno planinsko dejavnost in slovenske gore spremenila v bojno polje. V italijanski državi je slovenska planinska organizacija le nekaj let kljubovala fašizmu, ki se je po letu 1924 v naših gorah bohotil z gradnjo svojih zavetišč na Kriških podih, Lazni, Krnu, Kaninu in Mangartu, ter leta 1928 popolnoma prepovedal in ukinil vse slovenske planinske organizacije na Primorskem. V tem obdobju igrajo primorski hribi in gore pomembno vlogo, saj je predvsem mladina zasledovala nove oblike in cilje in v gorski svet zahajala, da bi tu zastavila poti svoje antifašistične dejavnosti. Goriško akademsko ferialno društvo Adria je med leti 24 in 27 pripravljalo tečaje na Lazni, v vasi Krn in na Nanosu, kjer je bila leta 1927 ustanovljena organizacija Tiger. V teh letih je bil dr. Klement Jug iz Covkana, ki je vodil borbeni antifašizem primorske mladine in svoje nazore povezoval z gorohodništvom, nedvomno osrednja osebnost primorskega planinstva. Tudi Zorko Jelinčič je sledil njegovi poti in v fašistični ječi razmišljal o slovenskih gorah in planinah kot o simbolu svobode. Bolj kot kdajkoli pa so se upornost, borbenost in narodna samoohranitvenost potrjevali v gorah v času druge svetovne vojne. Nanos, gora, na katero so zahajali vipavski in pivški romarji, je aprila 1942 postala prizorišče ognjenega krsta primorskega partizanstva, na vrheh krnske skupine se je znova oglašalo orožje, soseska Pasice je postala gostoljuben dom partizanski bolnici Franji, na Triglavu, ki je bil simbol upora na Slovenskem, pa je končno zavihrala slovenska zastava. Nova državna meja med Italijo in Jugoslavijo je razdvojila slovensko planinsko organizacijo v spodnjem Posočju.
Planinci iz krajev, ki so pripadli Jugoslaviji, so ostali brez svojega društva in prav to spoznanje je 10. aprila leta 1949 v največji meri spodbudilo ustanovitev planinskega društva v Novi Gorici, s katerim se je za zgodovino planinstva na Goriškem začelo novo obdobje. Rezultati planinskega društva Nova Gorica so sad 70-letnega delovanja. Kaplja v morje, bi rekli, v primerjavi s tisočletno zgodovino človeške civilizacije. Pa vendar dolga doba za primorske planince, ki so uspeli z svojo vztrajnostjo in zavzetostjo nadomestiti tisto, kar je ostalo po drugi svetovni vojni na drugi strani meje. Kaj več o tem obdobju nam bo v svojem pozdravnem nagovoru povedala predsednica Planinskega društva Nova Gorica, gospa Franka Zega, ki jo ob današnjem jubileju vabim k pozdravni besedi. Drage članice, dragi člani, spoštovani gostje, en lep dober večer. Še posebej med nami pozdravljam župana mestne občine Nova Gorica, dr. Klemna Miklaviča, ter predsednika Planinske zveze Slovenije, gospoda Jožeta Rovana. Danes je za Planinsko društvo Nova Gorica posebno prazničen dan. Pred 70 leti se je pričela zgodovina društva. Kmalu po priključitvi slovenskega Primorja leta 1947 je med goriškimi planinci vzniknila želja po ustanovitvi Planinskega društva Nova Gorica. Sestankov, organiziranih v ta namen, so se udeleževali tako predstavniki slovenskih planinskih društev iz Trsta in Gorice, kot tudi številni planinci to stran meje. Rezultat goreče prizadevnosti primorskih planincev je bil sklic ustanovnega občnega zbora, ki je potekal v osnovni šoli v Solkanu in na katerem je bilo dne 10.4.1949 ustanovljeno Planinsko društvo Nova Gorica. Ob sami ustanovitvi se je vanj članilo več kot 100 članov. Že na naslednjem občnem zboru dne 18. decembra 1949 pa kar 3-krat toliko. Društvo je kmalu po ustanovitvi od leta 1950 do 1952 prejelo v upravljanje zapuščene vojaške objekte na Trstelju, Krnu in v Lepeni. Kmalu zatem so se začele obnove, preureditve ter izboljšave. Zagnano, zagrizeno s prostovoljnim delom, leta 1952 se porodi ideja o izgradnji prve pionirske planinske koče Planinskega društva Nova Gorica na Sveti Katarini, današnjemu Kekcu. In že naslednje leto je lesena koča izročena svojemu namenu. Čez 2 leti že razmišljanje o povečanju koče oziroma gradnji novega zidanega planinskega doma in zopet gradnja, obnova, preurejanje, izboljšava in nova, tokrat ambicioznejša zamisel o izgradnji planinskega doma pri Krnskem jezeru, na kar pa je bilo potrebno počakati dobrih 10 let. Poprej je bilo namreč potrebno obnoviti tovorno žičnico, ki bi omogočila lažjo dostavo gradbenega materiala. A gradnja se nato začne in dom je bil leta 1983 v glavnem končan. Njegova otvoritev je sovpadala s proslavljanjem 35. obletnice društva eno leto kasneje. Leta 1995 kletne in vlažne prostore Planinskega društva zamenjajo novi, svetli, poslovni prostori pod tribunami Goriškega stadiona. V vseh letih povojne obnove planinskih zavetišč smo bili goriški planinci priča širokosrčni solidarnosti in pomoči tako domačih kot tudi članov prijateljskih planinskih društev tudi iz zamejstva.
V zadnjem desetletju smo lahko ponosni na izgradnjo čistilne naprave v domu pri Krnskih jezerih ter v Lepeni, na obnovo tovorne žičnice in kuhinje na Kekcu, kakor tudi na obnovo Gomiščkovega zavetišča na Krnu in depandanse Senika ter bivaka v Lepeni. Vzporedno z gospodarjenjem in gospodarskim odsekom se je širila tudi osnovna dejavnost našega društva, začrtana na ustanovnem občnem zboru, markiranje in obnova poti, alpinizem, izletništvo. Vzniknile so nove planinske skupine v Dornberku, Meblu, Iskri, na šolah in v vseh večjih podjetjih. Te planinske skupine so imele vseskozi zelo pomembno vlogo na področju izletništva. Zgodijo se odprave v Himalajo, Kangbačan, Annapurno in Everest, v katerih sodeluje dr. Andlovic, pionir alpinistične dejavnosti v društvu, pa Aconcagua skupaj z bratoma Podgornik, Tamaro Likar in Ivanom Rejcem. Peter Podgornik sodeluje v plezalnih odpravah širom sveta, Himalaji, Kanadi, Ameriki in še bi lahko naštevali. In za njimi nove in mlajše generacije, vsako leto močnejše in številčnejše in vztrajnejše, ki se prav tako odpravijo v tujino, kjer opravijo celo vrsto zahtevnih vzponov, novih, prvenstvenih in ponovitev. Letno alpinistični odsek organizira alpinistično šolo ter letno izobraževanje in izpopolnjevanje. V lanskem letu je alpinistični odsek praznoval 40. obletnico delovanja. V vseh teh 70 letih se mladinsko planinstvo vztrajno razrašča tudi po šolah. Organizira se planinska šolanja, tekmovanja v orientaciji ter mladina in gore. V določenih obdobjih predstavljajo skoraj polovico članstva mladi planinci, zato postane mladinski odsek Planinskega društva Nova Gorica eden najmočnejših v Sloveniji. Mladinski odsek dandanes deluje po skoraj vseh osnovnih šolah bivše novogoriške občine in povezuje tudi mlade planince na nekaterih srednjih šol. Organizirajo se planinski mladinski tabori, letos že 44. in Mlad planinec ter Ciciban planinec. Organiziranje planinskih izletov je osnovno poslanstvo društva, ki v planinskih skupinah intenzivno poteka že od same ustanovitve. Že leta 1965 se društvo odloči za usposabljanje planinskih vodnikov, s čimer je bila dana osnova za smelejši pristop k planiranju in organiziranju društvenih izletov domače in tuje gore. Poleg tedensko vodenih eno- ali dvodnevnih izletov so zelo odmevni in pričakovani planinski izleti v trajanju 10 dni. Novogoriški planinci smo obiskali vrhove širom po Evropi. Leta 1993 se je odsek za izletništvo preimenoval v vodniško-izletniški odsek in začel z sistematičnim in vsakoletnim izobraževanjem ter usposabljanjem za vodenje planinskih izletov tudi v zimskih razmerah. Vrsto let organizira tudi šolo varne hoje v gorah. Z usposabljanjem turno-kolesarskih vodnikov pa se v tem odseku razvija tudi dejavnost turno-gorskega kolesarjenja. V letu 2016 se je ponovno obudil odsek za varstvo gorske narave, ki je že prvo leto izvedel več naravovarstvenih akcij in izpeljal vseslovenski naravovarstveni tabor za otroke. Vzporedno z navedenimi odseki delujejo
še propagandni odsek in markacijski odsek, ki skrbi za 110 km poti od Krnskega pogorja, Banjščic, Trstelja, Cerja ter mnogih hribov v okolici Nove Gorice. Eno izmed mnogih uspešnih dejavnosti društva je tudi letna brošura Kdaj kam, ki jo društvo izdaja že vrsto let in v kateri posamezni odseki predstavljajo svoje programe in celoletne aktivnosti ter spletna stran društva, kjer planince sproti obveščamo o dogajanjih v društvu. Planinsko društvo Nova Gorica je pred 40 leti razvilo svoj društveni prapor. Povečanje članstva je bila takrat ena prvih zadolžitev društva. To je od leta 1949 neprenehoma naraščalo in v letu 1989 doseglo najvišje število 1838 članov. V naslednjih letih je članstvo nekoliko upadlo, predvsem zaradi nastajanja novih društev. V zadnjih letih se giblje med 700 in 800 člani. Drage članice, dragi člani, kljub temu, da sem predsedstvo društva šele prevzela, sem v tem kratkem času slišala že nešteto zgodb, ki so pripovedovale o požrtvovalnosti, nesebičnosti, dobri volji, pogumu, vztrajnosti, iznajdljivosti, iskrivosti, srčnosti vas in vseh članov društva, ki so tkali njegovo zgodovino skozi 7 desetletij. Upam in verjamem, da bomo skupnimi močmi ter s srčnostjo in trudom pridobljene vrline ohranjali tudi v današnjem času ter jih prenesli na naše zanamce. Članice in člani, čestitam vam ob častitljivem jubileju 70. obletnici našega planinskega društva Nova Gorica. Ist
O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje, puste leže tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, od Triglava do Gorjancev in je rekel, veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in rodila, vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce ustrepeče od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo, ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Že iz davnih zapisov izvemo, da so v dušah Slovencev obstajala lepotna občutja sreče v sožitju z gorami, saj so bili pripravljeni trpeti vse mogoče zlo, celo lakoto, preden bi jih zapustili. Slovenci smo znani individualisti in morda je prav želja po samoti tista, ki veže slovensko srce na gorski svet. Gore, kjer se stikata zemlja in nebo, se zdijo primeren kraj za odvozlavanje večne uganke, ki jo postavlja prastara človeška sla in stiska. Kaj sploh je življenje? Kaj človek in kaj vse? Planinstvo
nas v borbi z gorami vodi do vrat neskončnosti naših naravnih, zunanjih in notranjih sil. Daje nam zavest velikega spoznanja, zaupanja v samega sebe in nam kaže pot, kako prodirati globlje v neskončnost sveta. Skrivnostna zavesa planinske narave in vesolja se razgrne in nam razkrije, da smo poklicani bojevniki v radostni borbi in zmagi, težeč vedno globlje, stremeč vedno višje. V tem je naše in večno življenje. Spoštovani, k pozdravnemu nagovoru ob današnji svečanosti vabim župana mestne občine Nova Gorica, doktorja Klemna Miklaviča. Spoštovane slavljenke in slavljenci, predsednik Nacionalne planinske zveze, predsednik Športne zveze, predsednica našega planinskega društva, ki danes slavi 70 let. Predsednica, posebej se vam zahvaljujem za to povabilo. Nisem dolgo razmišljal, pravzaprav sem se takoj odzval in zapisal v koledar današnji večer. Kajti kot župan se zelo dobro zavedam, kakšno bogatstvo je dejstvo, da imamo v naši občini na Goriškem zelo bogato civilno družbo, veliko združenj, veliko društev. To je tisto, kar tvori skupnost, kar tvori javni prostor. In vaše društvo z 70-letnico se to jasno nakazuje. Ni samo del civilne družbe, pravzaprav institucija. Pred 2 meseci smo praznovali 70-letnico knjižnice in takrat sem rekel, ni veliko mest na svetu, kjer je knjižnica samo 2 leti mlajša od mesta. Danes lahko rečem, ni veliko mest na svetu, kjer je društvo, planinsko društvo samo 2 leti mlajše kot mesto, v katerem deluje in regija, v kateri deluje. Tako da je pravzaprav ta inštitucija prav posebnega pomena v naši družbi in kot tako, spravi, kot društvo posebnega pomena, ni samo društvo, ki izvaja neke aktivnosti. To je društvo s poslanstvom na različnih področjih, ekonomskem, socialnem, kulturnem. In zdaj povabili ste me k pozdravnemu govoru, ne bom prav dolgo razpredal, ampak vseeno bi izpostavil 3 dimenzije tega poslanstva. In prvo je tisto osnovno, duhovna dimenzija poslanstva in pravzaprav o tej dimenziji in skoraj izključno o tej dimenziji je govoril tisti filmček oziroma naratorka v uvodnem filmčku. V svetu, kjer poskušamo ljudje podrediti sočloveka in podrediti naravo v hlastanju po nekih materialnih dobrinah, je jasno, da zgubljamo to duhovno plat, to primarno duhovno plat, ki človeka staplja z okolico in ga postavlja v enost z naravo. In prav društvo, kot je vaše, vrača človeka k naravi in s tem deluje v smeri vračanja duhovnosti v naši družbi, kajti če se ne bomo vrnili k duhovnosti, nas ne bo več. Druga dimenzija in tretja dimenzija pravzaprav izhajata iz te in ta druga, ki jo bom poudaril nocoj, je skupnostna dimenzija. Prej smo slišali, da človek najde v gorah samoto, da mu gore dajo možnost za razmislek. To je ena plat, ki pravzaprav to samoto združuje v drugačno skupnost. Kajti, kolikor sem sam imel možnosti imeti stik z gorami, sem tam vedno srečeval neke drugačne človeške odnose, kot sem jih bil vajen v dolini. In te človeški odnosi tvorijo skupnost, rezultat te skupnosti, ki jo pravzaprav zelo dobro poznate, je tisti zagon, prostovoljstvo, ki ga puščate oziroma ki ga ustvarjate in z njim ustvarjate planine jih približujete naši skupnosti. In tretja dimenzija, prej smo gledali diapozitive ob nagovoru predsednice in eden, ki je bil zelo močan, je bil tisti gor na stopnicah pod kočo, kjer je danes restauracija na Kekcu, kjer je bila skupina najmlajših z rumenimi rutkami. Zelo pomembna dimenzija poslanstva je, vaša dimenzija poslanstva je vzgajanje mladih. V svetu, ki ni ravno naklonjen
nečemu lepemu, nečemu človeškemu. V svetu, kjer se komolči za to, da se uresničuje neke svoje osebne ambicije, kjer nas konzumizem zapira v trgovinske centre, nastopate vi, ki te otroke pripeljete bliže naravi in jih spoznate z obema prejšnjima dimenzijama. Skupnostno dimenzijo, solidarnostjo, sodelovanjem, s spoštovanjem en drugega in skupnosti in z duhovno dimenzijo, z litostjo, spoštovanjem do narave, spoštovanjem do vsega, kar je okoli nas. Torej, spoštovani planinke in planinci, danes je vaš večer. Želim si, da bi še naprej to vaše poslanstvo vzgajali in igrali to vašo tako neprecenljivo vlogo v družbi, se pravi, da bi še naprej delovali v duhu, kot je napovedovalec rekel, planinskega tovarištva. Hvala vam za vaš prispevek k družbi. Zdaj pa, če smem povabiti predsednico, mestna občina je pripravila tudi majhno presenečenje za vas. Spoštovani, keramično vrtnico, priznanje mestne občine Nova Gorica, bo v imenu planinskega društva prevzela gospa predsednica planinskega društva Nova Gorica, Franka Zega. Spoštovani, gorje, kdor nima doma, kdor ni nikjer sam svoj gospod, naj križem svet preroma, saj vendar tujec je povsod. Domovina je v kraju, k kateremu je priklenjena duša. Svojo domovino poznamo, kakor poznamo obraz svoje matere. Domače so nam vse njene gube in gubice, poteze veselja in sreče, brazde bridkosti in skrbi. Nenehno čutimo objem njenih kmečko raskavih, a srčno dobrih in toplih rok. Stiskamo se k njej in jo branimo že tisoče let. Branimo jo največkrat preprosto, kar z golimi rokami, toda branimo jo uspešno, kajti prvi porok zmage je besna zaljubljenost, ki ne presoja in se zato tudi ne umika pred sovražnikovo premočjo. Da, najprej je potrebna ljubezen, ki je vsako uro pripravljena dvigniti roko v bran. Na to šele prideta do veljave razsodna misel in orožje. Jaz vim za deželo prelepo slovi, vsakdor jo poznajo visoko časti. Slovinsko deželo jaz mislih imam, nikdar je visoko dočislat ne znam. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Tej divji deželi jaz mirno živim, pošteno s prijatelji se veselim, pošteno veselje povsod je doma, Slovenci povsod so veselega srca. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem.
Te veličastne katedrale so zadnje zatočišče svobode pred časi suženstva in pregrada proti navalu vojne ter zavetišče pred krivicami. Kako enoličen bi bil obraz zemlje brez njih. Bile so slovenske gore varna utrdba, zatočišče tujcem zoper tujce. Hribi in gore nad Sočom so bile dolgo zid med enim in drugim svetom, zato so kar naprej igrale vlogo, ki jim odsvetličenim lepoticam ne pristaja kaj prida. Razen, ko so postale zavetje svobode, Gradnikovih kmečkih upornikov ali Gradnikove brigade, Gregorčičeve brigade in nazadnje enot slovenske vojske. Sej, ali ni lepota svobode tudi lepota življenja, od zadnje cvetke do človeškega bitja, od mogočne panorame obsoških vrhov do zadnje slovenske grape.
Človek je ljubimec narave, njen suženj in njen gospodar. Planinam kot zapade samo največjim in najsilnejšim strastem, naprimer ljubezni. Samo ljubezni odpro gore svoje bogatstvo in globine svoje duše. Celega moža hočejo, vso predanost, srčen pogum in pristno navdušenje. Tedaj pa za ljubezen vračajo ljubezen in kogar ljubijo, tega povzdignejo k sebi in ga naredijo bogatega. Nato ga svečano okrašene sprejmejo, velikodušno ga ozaljšajo s častnimi znamenji, govori mu v vtisu polnem jeziku, ki ga nihče ne pozabi, če ga je kdaj slišal in razumel. Zabavajo ga s čarobnimi igrami gozdnih živali, z barvami, senco in lučjo, s plesočimi meglami in dostojanstveno plavajočimi oblaki. Kot vpijoči otroci iztezajoč roke, da bi ujeli zvezde. Tako stoje gore nepozabne v našem hvaležnem in presrečnem srcu. Ljubezen do gora ne more nikoli miniti. Človek, ki se jim enkrat zapiše, jim pripada zavedno. To je najčudovitejša pripadnost in blaženo suženstvo. Spoštovani planinci in gostje, k slavnostni besedi ob današnjem prazniku goriških planincev vabim predsednika Planinske zveze Slovenije, gospoda Jožeta Rovana. Drage planinke, spoštovani planinci, cenjeni gostje. Veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v tako velikem številu v imenu predsedstva Planinske zveze Slovenije in v svojem imenu. Ob vašem častitljivem jubileju. Prehodili ste dolgo pot, ki jo je utrla ljubezen do narave in gora, pot, na kateri so se prepletale športne in družabne aktivnosti, pa tudi veliko organizacijskega dela, usposabljanja članstva za doživljajo polno in predvsem varno obiskovanje gora in še marsičesa drugega. Planinsko društvo Nova Gorica je eno tistih društev, ki goji široko paleto planinskih dejavnosti, vodništvo, delo z mladimi, alpinizem, turno kolesarstvo, naravovarstvo, vzdrževanje planinskih poti, skrb za kar 5 koč in še mnoge druge. Posebej velja omeniti delo z mladimi na osnovnih šolah. Preko spleta vseh teh dejavnosti je najbrž najprimernejša pot do uresničitve našega osnovnega poslanstva, planinstva kot načina življenja. Želimo si društva s številnim članstvom, strokovnimi kadri in z razvejano dejavnostjo, saj so takšna društva lahko primer, kako se usposablja članstvo za varno in do narave prijazno obiskovanje gora. Če kdaj, potem v časih vse večjih obremenitev pri delu potrebujemo stik z naravo kot najboljše zdravilo proti stresu in seveda drugega za skupna doživetja in pogosto tudi v oporo. Temelj planinstva je prostovoljstvo, zato upravičeno žanjemo priznanje v očeh tako športne kot tudi širše javnosti. Žal pa nas zanos ni dovolj za nadaljnji razvoj planinstva. Naše koče delujejo v neprimerno težjih pogojih kot turistični objekti v dolini, v kratki poletni sezoni komaj nekako pokrijemo tekoče stroške vzdrževanja, za posodobitve v smeri ekološke in energetske sanacije vselej zmanjkuje sredstev. Skrbimo tudi za preko 10.000 km planinskih poti, kar je največji športni objekt v Sloveniji. Pota uporablja 58.000 naših članov, pa tudi okoli 300.000 drugih slovenskih in tujih planincev. To pomeni, da le vsak 7. planinec, ki ga srečamo na poti, dejansko je naš član. Pota vzdržujemo s prostovoljnim delom markacistov, vse materialne stroške pa pokrivajo planinska društva. Država nam je v zadnjih letih obrnila hrbet, ob strani nam je stala samo slovenska vojska s helikopterskimi prevozi opreme pri popravilu planinskih poti in pri sanacijskih delih pri planinskih kočah. Tudi sredstva Fundacije za šport so bila več kot skromna, prijeli smo le malce več kot 1 evro na meter planinske poti. V številnih razgovorih
Na ministrstvih znova in znova opozarjamo na nevzdržnost nastalih razmer, vendar zaenkrat žal brez uspeha. Skušamo se tudi povezati s turističnim gospodarstvom za projekte, ki so v skupnem interesu. K sreči ni vse črno. Na športnem področju žanjemo uspehe, na katere smo upravičeno zelo ponosni. Vem, da spremljate naše tekmovalce. Preteklo leto je bilo izjemno, zato naj omenim samo vzpon na Lato Kena, bero medalj v Innsbrucku in Andrejev zlati cepin. Hvala za vabilo na ta slovesni dogodek, želim vam uspešno delo tudi v prihodnje in varen korak na planinskih poteh, kjer se upam kmalu spet srečamo. Naj ob koncu zaželim našemu 70-letniku, Planinskemu društvu Nova Gorica, da bi še dolgo ostal v dobri formi, pravkar si nalaga 8. križ, vendar verjamem, da mu bo zlahka kos. Hvala lepa. Spoštovani, še tako obsežno znanje je prazno, če ga ne uresničimo v delu. In vsako delo je jalovo, če ni narejeno z ljubeznijo. Ko delamo z ljubeznijo, smo povezani s sabo in okolico. Delo je ljubezen, ki postane vidna, in če ljubimo življenje v delu, vstopamo v največjo skrivnost življenja, saj kaj pomeni delati z ljubeznijo, če ne tkati obleko iz vlaken našega srca, da bi vanjo oblekli sočloveka. In tudi zasluge za današnje praznovanje tako častitljivega jubileja Planinskega društva Nova Gorica gredo sedanjim in nekdanjim goriškim planincem, ki so svojim srčnim, prostovoljnim delom zaznamovali njegovo dolgo in uspešno pot. Spoštovani, preden pa preidemo k svečani podelitvi priznanj članom Planinskega društva, počastimo z minuto molka in zbranosti vse pokojne planince Planinskega društva Nova Gorica. Slava jim. Na oder zopet vabim gospoda Jožeta Rovana, predsednika Planinske zveze Slovenije, da podeli Goriškemu društvu ter posameznikom priznanja Planinske zveze Slovenije za njihovo dolgoletno, vztrajno in uspešno delo. Na oder vabim najstarejšega častnega člana Antona Furlana, da v imenu društva prevzame jubilejno listino Planinske zveze Slovenije. Priznanja Planinske zveze Slovenije za svoje požrtvovalno delo prejmejo naslednji člani Planinskega društva Nova Gorica. Bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije prejme Igor Kleč. Srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije prejme Milan Velikonja.
In zlati častni znak Planinske zveze Slovenije prejme Franc Modrijan. Planinsko društvo Nova Gorica je kot član Planinske zveze Slovenije tudi na lokalnem nivoju skupaj z ostalimi novogoriškimi športnimi društvi povezano v Športno zvezo Nova Gorica. V imenu Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Nova Gorica bo diplomo Planinskemu društvu Nova Gorica ob 70. obletnici ustanovitve društva podelil predsednik Športne zveze Nova Gorica in član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije Miran Milner. Priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije bo v imenu Planinskega društva Nova Gorica prejel častni član Cveto Florjan Hvala. Spoštovani planinci in dragi gostje, naj ob tej svečani priložnosti nenazadnje navedem tudi vse dosedanje predsednike Planinskega društva Nova Gorica, ki jim gre zahvala za njihovo prostovoljno in vztrajno delo, ki je botrovalo 70-letnemu uspešnemu obstoju Planinskega društva Nova Gorica. To so bili Kazimir Škarabot, Vladimir Poberaj, Alfred Hvala, Janko Žigon, Stane Jelenc, Franc Lozej, Edvard Michel, Anton Srebrnič, Florjan Hvala, 2 mandata, Rajko Slokar, Anton Gleščič, Darko Šuligoj, Slava Katarina Murovec, 2 mandata, Stanislav Torkar, Marko Belingar in Branko Rutar. Tako pač je, spoštovani, vsi cvetovi prihodnosti so res da v semenu sedanjosti, pa vendar tudi danes nekdo sedi v senci, kjer je nekdo nekoč davno posadil drevo.
Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje plašne ptice sanj, svoje plašne ptice nemoči, nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen, ker drevesa in trave vedo za samoto, kajti koraki vselej odidejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo, ker reka ve za žalost, če se le nagne nad svojo globino, ker kamen pozna bolečino, koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak, v isto sled. O, trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov. Dobra, velika bitja, ki spregovori samo, kadar umolknejo ljudje. V času neskončnega in veličastnega večera našega obstoja sledi obdobje pohodništva, neskončne hoje, ki ponazarja sovpadanje našega brezimnega sebstva z vsenavzočim srcem sveta. Vse knjige sem zaprl, ena sama pa ostane očem odprta za vselej. Knjiga narave. Narava, tvoj sem. Zamenjal sem zabav razvratnih dvor, za blode in ves blesk razkošja, čar sijaja za blagi mir poljan in za šumenje gor. Kjer više, visoko pod nebom, v ogromnem tihem polkrogu gledajo v ravan visoki gozdni velikani, šepetajoč skrivnostne besede o večnosti in minljivosti, ki jih razume samo oni,
ki zna listati in brati v knjigi prirode. Čas teče in drug za drugim se umikamo v stran s pogledom še vedno uprtim v veličastje gora. One pa sijejo prek vseh naših usod in dob v lepoti, ki nikoli ne usahne. In vsako leto vžigajo v 1000 mladih srcih čist in svetav plamen ljubezni in hrepenenja po svojih večnih višavah. Gibčne, pomladanske postave, kakršni smo bili mi nekoč, vsem njim planinski pozdrav iz vsega srca.
tvoje oči sakazali lep spomin. Ne jo gledam našo Ančo, ona pa res ve, kaj je zdravilo za naše noge. A mogoče znaš še kakšno? Glej, ne tja, gor poglejta, skoraj smo na vrhu. Na vrhu, ja. Samo poglej, koliko ovinkov se vleče tja gor. Pravi križom pot. Si mi dala dobro idejo. Siva pot, vodi me, kamor pot, že srce na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Dajta no, cel ljubi dan že hodimo, jaz pa imam že luknje v želodcu. A ne bi malo posedeli? Ne. Prosim. Pa dajmo. Kako se prineže. Tako dobre malice, pa še dolgo nisem jedla. Malica kot malica, samo veš kaj, preveč kisika imaš v možganih, pa vse drugače občutiš. Ste pojedli? Nimamo cel dan časa. Ale, gremo dalje. Ma ne že spet. Ma gremo, no. Gremo gor v hribe, vohat gorski zrak, ven iz te sivine, gremo kot takrat. Juhu, a nam je uspelo. Končno na vrhu. Hvala Bogu, svobodni kot ptice. Kaj pa ti delal tukaj? Ne skrbi, tudi oni so planinci. Verjetno niso imeli kaj dela, ko so prišli sem. O, lej, saj to bi tudi naša učiteljica s kitaro. Gremo ene dve za pet.
nočni višavi. Le sam gospodar, živim tu po pameti zdravi, za muhe mi ljudske nimam, nikomu tu nisem na poti ni meni ni to čisto veselje mi moti, to moti življenje mirno, nikdar ne zmrači se mi čelo, nikdar ne zdrni se oči in poje mi bliska veselo, da zgoraj goro se glasi, ne palice svoje ovčarske, za žezlo kraljevo ne dam in rajši ko krone cesarske, svetlice na glavi imam. Pod čavnom visokim prebivam, iz bistro vodico se umivam, gledam dolinco prekrasno, vidi Vipavco počasno, čehobel se sliši boburja, Čejovšček bo dežja od morja, žage i blidi drdrajo, cvenka ovino nam dajo. Čez nalos se sončece smeje, slovensko nam srčece greje, ptički veselo pojejo, pisane rosce cvetejo, kot čaven ne dam se ganiti, svoj narod spet hočem braniti. Zemlja slovenska je sveta, tujc naj se njo ne zapleta. Zemlja slovenska je sveta, tujc naj se v njo ne zapleta. Živeti življenje brez vedno večjih uspehov, brez vedno večjih zmag nad samim seboj in vsem, kar je ovira tvoji pošteni volji, torej tudi ovira napredku in izpopolnjevanju, to se pravi kljub domišljavosti živeti življenje muhe enodnevnice ali kvečjemu majčkenega človeka, duševnega priklikavca. Kdor pa hoče biti ponosen nase, ne sme biti majčken, tudi če ne doseže miru nikoli, razen ko pade. Zato ne sme trepetati, mora znati žrtvovati. Brez žrtev ni borbe, brez borbe ni zmage, brez zmage ni resnične veličine. Spoštovani, tako dobra volja posameznika kot tudi naroda vedno najde pot.
gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozji rog. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bile zvezde vrgora, te zapeljejo do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Spoštovani, gore od nekdaj predstavljajo domovanje dobrih in zlih duhov, bogov in drugih mističnih bitij, ki so po verovanju prebivalcev pod njimi krojili njihovo vsakdanje življenje v dobrem in slabem. Najvišje gore izvirajo iz morja. To pričevanje je zapisano v njihovem kamenju in stenah njihovih vrhov. Tudi naš Triglav ni le gora, temveč kraljestvo, gora pravljic in čudes, ponosni prestol oblakov in bogov, gospodar in kralj. Pozdravljamo te tisoči starih in mladih src, katerim si blažen spomin, izpolnitev in kronanje najbolj vročih želja, sanja in hrepenenje, z neugasljivo, spoštljivo ljubeznijo, objeto znamenje in svetav simbol. Sanjam
Spoštovani gostje, s planinsko himno Oj Triglav, moj dom zaključujemo današnjo slovesnost ob 70. obletnici ustanovitve in uspešnega delovanja Planinskega društva Nova Gorica. S kakšno mislijo? Kolikor mogoče malo sedeti in ne verjeti nobeni misli, ki ni bila rojena na planem in v svobodnem gibanju, pri katerem tudi mišice praznujejo. Vsi predsodki namreč izvirajo iz drobovja, sedalo pa je pravi greh proti svetovnemu duhu. Zatorej v prostost, kabinetni ljudje, da se zaveste svetlih vetrov, gibanja lahnega gozdnih vrhov, dobre, sončne svetlobe nad nami. Sonce na travi, kako je zeleno, kako je dober človek v naravi. Mehek je kot veter, ki v vejah trepeče in ki pečolane tišine razgrinja povsod. Vse povsod. Njegova stopinja se v vetru izgublja povsod. Vse povsod. Kako je preprost človek v naravi. Kot ptica, ki plava pretiho nad nami. Ste videli ptico, ki je izletela iz kletke? Poglejte, kako opoteka se, kadar v prostosti se znajde. Živeti je smisel človeka. Spoštovani, kamorkoli gremo, smo tam. In če nismo nikamor namenjeni in nam je vseeno, kje smo, se prav gotovo nismo izgubili. Srečno!